Tukaj imamo primer, kako se osnovni princip obrezovanja pri breskvi. Tudi tukaj je roden enoleten les, ki zrašča iz dvoletnega, tako kot velja za vse sadne vrste. Vendar pri breskvi je malo drugače, namreč puščamo lepe enoletne poganke, ki imajo nastavljene cvetne brste. Cvetni brst ponavadi ima dva cvetna brsta in vmes vegetativni, iz katerega potem poganjajo kratki poganki. Princip pa je v tem, da puščamo tako imenovana dve rodni dolgi šibi in potem približno na dva močna poganka 2 do 3 kratke čepe. Čepe pa naredimo zato, da v naslednjem letu dobimo tukaj dva lepa poganka, od katerih bo zopet eden ta šparon, če se izrazimo malo po vinogradniško, in drugi zopet začep, da obnavljamo in da stalno se držimo čim bliže debla. Tukaj recimo, če pogledamo tale čepek, ki smo ga pustili, tukaj je bil nekje približno takšen lepoganjek, ki smo ga skrajšali. Tukaj imamo 2-3 brste, ki bodo močneje pognali. Podoben primer vidimo lahko tudi na tej veji. Tukaj imamo lepo dolgo rodno šibo, eno krajšo, ki bo še rodila, in pa 3 kratke čepe. In pa še tukaj v bližini, čim bliže debla, poskušamo narediti kakšen čep. Dodal bi samo še to, potem, ko bo prišlo do oplodnje, ko bodo plodiči debeli približno kot orehi, jih moramo razrečiti približno recimo na takole, kot so pri meni 3 prsti. Se pravi, na tej vejci bi pustili nekje 6 lepih breskev, ki bodo potem, sicer poganjk se bo pripognil, ampak ti plodovi bodo debeli, tega mesnatega dela, ki ga porabimo, bo dosti, in samo 6 koščic. In seveda učinek je potem dosti boljši, kvaliteta, debelina in tudi dovolj hrane ostane zopet za nastanek novih cvetnih brstov za naslednje leto. Tukaj imamo primer nekje 5 let starega drevesa breskve, dosti lepo že vzgojeno v začetku. Tukaj smo prejšnjo leto prikrajšali enoleten poganjek, vidimo, da se je močno obrastel, pognal nam je 3 močne vrhe, od katerih bomo sedaj naprej porabili tega, ker gre približno v smeri debla. Ostala 2 premočna moramo izrezati. Tako se nam je že zasvetili. Odrežemo še tale 2 poganka, ker sta premočna v tem delu, in potem vrh enostavno prikrajšamo na tale šibek poganjek. Tukaj nam bo v letošnjem letu pognalo za naprej, bomo potem formirali krošnjo v naslednjem letu. Tale poganjek smo sicer med letom enkrat že odrezali. Tukaj imamo 2 lepi rodni šibi, te kratke šibke pa režemo na kratke čepe. Tale izrašča sicer je enoletni na dvoletnem, tako da ga lahko za rodnost tudi letos pustimo. Ravno tako imamo tukaj enega, vendar tega bomo krajšali na čep na tem mestu, in pa tele zelo šibke krajšamo kratko nazaj. Potem imamo tole šibko vejico. Tukaj imamo rodno šibo, naredimo 2-3 čepke in to je že zaključeno. Ravno tako tegale, ker je enoletni iz starejšega lesa, krajšamo na čep. Pa bomo potem mogoče čez leto 2 lahko zamenjali to vejo, ki imamo na tem mestu. Rodna šiba, 2-3 čepi in še kratka rodna šibica. Naslednja lahko je pri breskvi tudi malo bolj pokončna, ta je rodna, krajšamo na čep, krajšamo na čep, tele 2 pa pustimo, da nekaj malega rodita. Naslednja veja, tukaj nam je pognala iz starega lesa enoletna, jo krajšam. Odvedem na tegale, ker nam v tem primeru tukaj vozi traktor, bomo šli malo bolj nazaj. Je tale lepa, to krajšam na čep, tale bo rodila in 2 čepka. In tako lezemo počasi navzdolj. Naslednja veja je ta, močno nazaj. Čep puščamo, rodi, tale je že premočna na tem mestu, damo na čep
pa tole tudi na tem mestu, tole je star les. Tale je leporodna na tej strani, hrbet počistim ponavadi in zdaj še prikrajšam nazaj. Tole včasih kakšno tako kratko za nekaj cvetnimi brsti pustimo. Enako naredimo na tem mestu, tukaj naredimo 2-3 čepe. Tista je rodna, ta je rodna, to krajšamo na čep. Tukaj isto, stvar se nam stalno ponavlja. Ne se bati rezati pri breskvi. Pri breskvi moramo praktično med 50 in 70% enoletnega lesa vsako leto zmetati dol. Tukaj krajšam zopet na rodno šibo, podvedem na pol položnega. Tale navpična jo izrežem čisto celo. Tle naredim 2-3 čepe. In sem tukaj le zaključil in še tole prikrajšam malo nazaj. Tole prikrajšam nazaj. In drevo je obrezano. Ko malo pogledamo, ugotovimo, da je še tale veja premočna in jo izrežemo. Imamo tukaj to, ta je enoletna, ta je tukaj, ne sme biti drevo pregosto.